V Rustijevi hiši kruha je kuharski mojster Matija Cotič sam pripravil sveže testenine. Zato nas je zanimalo, koliko ljudi mesi in polni raviole in torteline v tovarni. Najprej smo si mogli obleči bele halje, zaščito za copate in kapo na glavo. Če ne, se na naših oblačilah naberajo bacili in to lahko gre vse na sestavine za hrano. In smo šli med stroje. Ni bilo toliko ljudi noter, ki bi delali na teh proizvodnjah testenin. Stroje dela zaradi tega, ker je najbolj hitreje in učinkovito. Pa smo ugibali, katere poklice sploh potrebuje živilska tovarna. Kakšni strojniki, da si za blagajno kot trgovec ali pa urejaš papirje, kuharji, prodajalci. Ti osnovni živilski poklici, ki nastopajo v takem prostoru, so od pomočnika v živilstvu, pa potem do visoko kvalificiranih pekov, slaščičarjev, testeninarjev, mlinarjev, nepogrešljiv živilski tehnik. Potem pa seveda pridemo že do podpornih služb, ki jih ponavadi ne vidimo v proizvodnji. Inženir živilstva, inženir prehrane in živilstva. Stroji v nobenem primeru ne bodo delali sami od sebe, torej rabimo vzdrževalca, elektrovzdrževalca, rabimo računalničarja, rabimo programerja in pa seveda rabimo osebje, ki skrbi za komercialo, za prodajo, za nabavo in tako naprej. Manjka pa jim predvsem delavcev poklicnega izobraževanja, pek, testeninar, mlinar. Že več let so stroji sicer v pomoč živilski industriji, vendar ne delujejo brez pomoči in nadzora človeka.